Epidemija novega koronavirusa je najprej udarila po turistični panogi. Predvsem pa je virus v turizem prinesel negotovost, tudi kar se tiče njegovega trajanja in vpliva. Kajti vse od začetka krize so odpovedani vsi dogodki, druženja na prostem in v prostorih, zaprte so restavracije, gostilne in drugi turistični dogodki. Odpadli bodo tudi dogodki v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško. Žal je bil odpovedan velikonočni sejem na tržnici, številne delavnice za izobraževanje, predvsem na področju priprave ribjih jedi. Festival piva, verjetno tudi junijski dogodki, kot je poletni piknik v parku, ribiški dan, ki bo verjetno prestavljen na drug termin. Ravno tako je bilo nemogoče izvesti spomladanski del posavskega festivala pohodništva, ki je bil v preteklih letih zelo dobro obiskan. Beležili smo tudi goste iz drugih slovenskih krajev, pa tudi iz tujine. Korona kar precej vpliva oziroma celotno dogajanje z epidemijo precej vpliva na turizem v občini Brežice, zato ker smo na 3. oziroma 4. mestu po turističnem prihodu. Najverjetneje vpliva kar na Terme Čatež, ki beležijo največje število tujih turistov, pa tudi Terme Paradizo in vse ostale ponudnike, ki se v naši občini nahajajo. Dejansko jih je ogromno oziroma imamo ogromno tudi nastanitvenih kapacitet, tako da dejansko vpliva in vplivala bo tudi kasneje, ko občina Brežice ne bo prijela toliko sredstev z strani turistične takse. To bo posledično vplivalo na delovanje turizma v občini, dodaja Gerjevičeva, in tudi Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki se iz tega vira tudi financira. Budno spremljamo vso dogajanje na državnem nivoju, pa tudi širše po Evropi, kako se dogaja oziroma kako je z napovedmi. Nekaj smo jih že odpovedali samih sodelovanj z glasbeniki, predvsem v smislu sodelovanja na festivalu Brežice Moje mesto, mestni promenadi in tudi otroškem pevskem festivalu, ki smo ga ponavadi organizirali avgusta. Sicer vseh aktivnosti nismo še odpovedali, ampak pričakujemo, da bomo to nekako storili v prihodnjem mesecu, ker verjetno ne bojo dovolili množičnih zbiranj. Priporočila Slovenske turistične organizacije so takšna, da se dogodki naj ne bi prestavljali, kajti je že časovnica že čez celo leto in te večji dogodki so nekako že zabeleženi v tej nacionalni shemi, tako da žal festivala piva sigurno ne bomo mogli izvesti v letošnjem letu in se prestavlja dejansko na drugo leto. Zdaj nekako dogodki na tržnici se tudi sledijo nekemu zaporedju, tudi teh ne bomo mogli izvesti. Verjetno pa se bodo ukrepi sproščali postopoma, tako da bo treba tudi pri tem potem upoštevati ta določila. Zavedanje je bilo takoj, da spomladanska sezona bo izgubljena, da se bo dejansko to prenašalo še v naslednje mesece. To se je videlo že takoj v marcu, ampak zdaj je potrebna osredotočenost na jesenski del, na martinovanje, predvsem pa naslednje leto. Ni pa v bistvu to vplivalo samo na turizem, ampak je vplivalo tudi na izvedbo raznih dogodkov, prireditev, srečanj, ker naš zavod izvaja tudi različne projekte, so se ustavile tudi te aktivnosti. Največji izziv je trenutno prilagodljivost. Predvsem krajša potovanja bodo gonilo okrevanja turistične panoge, je prepričana Pernovškova. Iskali bodo varna potovanja, sam način potovanja se bo spremenil, drugo razmišljanje bo. Mogoče bodo bolj osredotočeni na naravo, jasno pa, ker so bili izdani strani države tudi določeni ukrepi. Tudi to vpliva na to, da je še vedno mogoče malo prisoten ta strah glede varnosti, predvsem pa tega druženja. Enostavno smo usmerjeni v to, da bomo začeli pripravljati oziroma smo že kar v tej fazi priprave teh ogledov, popotovanj za posameznike in družine. In kakšne bodo posledice v Posavju? Jaz mislim, da kar precejšnje, glede na to, da večina turistične takse pa tudi prihoda turistov pride z naslova tujih turistov, pa tudi z tega naslova, ker nekako v Brežicah je vseeno prepoznan množičen turizem, sploh kar se tiče Term Čatež. Pa tudi nasploh mislim, da se bo poznalo, ker tudi med ljudmi nekako začutiš strah, ki bo verjetno ostal tudi potem, ko bojo določeni ukrepi sproščeni. Še vedno računamo, da mogoče v jeseni bo kakšen obisk
da ne bo ničana, ne? Ker je še vedno to martinovanje in neko decembrsko dogajanje, ampak vendar se zavedamo, da bo izpada veliko, glede na to, da tudi usmeritev je zdaj v domače goste, v manjše skupine. Na drugi strani bodo mogoče tudi določeni stroški narasti, predvsem kar se tiče promocije. Tukaj bomo mogli poudarek na digitalizaciji narediti. Dejstvo je pa, da se bomo mogli tudi malo več povezovati s ponudniki, kar je mogoče tudi prednost in hkrati izziv za njih in za nas, da najdemo neke novejše, inovativne priložnosti, čeprav mi smo že kar nekaj začeli razmišljati, da bi izvajali tudi neke degustacije s pomočjo teh drugačnih pristopov, ampak še vedno tudi tukaj je potem izziv, kako prepričati ljudi, da je tovrstna ponudba lahko zanimiva. Ja, na Centru za podjetništvo in turizem smo se takoj zavedli, da bo kriza zelo prizadela turizem, zato smo tudi delamo s polno aktivnostjo vsi zaposleni. Tako bomo v prihodnjih dneh objavili prenovljeno spletno stran Vizit Krško, ki bo usklajena z novo podobo, v skladu s sprejeto celostno podobo v preteklem letu, ki je sprejela občina Krško. Skupaj s ponudniki smo oblikovali pakete, ki jih bo možno kupiti že sedaj pri ponudniki, gostje pa jih bodo lahko vnovčili po sprostitvi ukrepov. Pripravi je tudi nova brošura Okusi Posavja in srčno upamo, da bomo letošnji festivalski del Okusov Posavja lahko izpeljali. Ta bo predviden 27. avgusta do 5. septembra. Ker je veliko dejavnikov še neznanih, so napovedi razvoja turizma v letošnjem letu precej negotove, sicer pa je že zdaj znano, da posledice bodo. Zato bo okrevanje te gospodarske panoge najbrž trajalo več let.